Drage Slovenke, dragi Slovenci, uspelo nam je, Slovenija na evropskih volitvah glede volilne udeležbe ni bila zadnja. Premagali smo namreč Slovaško. Luzeri. Lejte, brate Slovaki, Slovenci pač vemo, kako ljudi privabiti na volišča. Mi smo v Bruselj poslali influencerje, da se pofotkajo v Evropskem parlamentu, doma smo pa prosili en kup kvazi znanih ljudi, da nagovorijo volivce. In je delovalo! Ne pa ti Slovaki, ki razpišejo volitve, pa mislijo, da bo folk prišel kar sam od sebe. Amateri. Kljub odličnemu dosežku pa z volilno udeležbo zgleda niso bili zadovoljni predstavniki političnih strank. Skrbi ali pa žalosti, bom rekla, me nizka volilna udeležba, vendarle sem pričakovala višje odstotke. To je zelo slabo. Ne moremo biti zadovoljni, bi se morali vsi vprašati, tako politika kot predvsem mediji, kaj je bilo tisto, kar je ljudi zadržalo doma. Tudi nas je zanimalo, zakaj se kar 72% slovenskih volivcev ni udeležilo evropskih volitev. Zato smo se podali na ulico in od tistih, ki v nedeljo niso odšli na volišče, zahtevali razloge. Ja, v nedeljo smo imeli piknik, pol pa se je ulilo in piknika je bilo konc in pač, lej, ne moreš iti v takem vremenu voliti. Ja, v bistvu sem hotel iti, pol pa sem šel na trampolin malo skakati, pa se je pač malo zavleklo. V bistvu sem te volitve preskočil. Ne grem volit pa, če mi plačajo. Mene bodo videli na volišču, ko bomo glasovali, da jih pošljemo na Luno. Ja, itak, da sem šel. Vsak glas šteje, ne? Zakaj pa sprašujete? To je bilo že pol leta nazaj. Ne, za evropske volitve da sprašujem. To nedeljo so bile. A ja. Sem bil na pikniku, pol se je pa odcalo. Izgovori večine so torej pikniki, zabave in alkohol. In medtem, ko so volivci žurali čez dan, so politične stranke svoje zabave priredile po razglasitvi rezultatov. Najboljšo zabavo je organizirala Slovenska ljudska stranka, ki je upravičila svoje ime in praznovala zelo ljudsko. Koliko kapljic, toliko let, Bog nam daj na sreči vet. Evo, na zdravje Slovenije. Pesem Kolikor kapljic pa špricari. Ta žurka bi bila lahko bolj ljudska samo, če bi se Bogovič in Kangler stepla zaradi ene ženske, medtem ko bi na odru Modrijani špilali. Veselo vzdušje pa je bilo tudi pri njihovi partnerski stranki SDS, ki je pred vhodom v svoje prostore celo rezervirala stolček za kandidatko LMŠ Ireno Jovevo. Šlo je seveda za hudomušno šalo, saj je gospa Joveva ravno na tem mestu še lani kot novinarka poročala o parlamentarnih volitvah. Ker je to njeno standardno mesto, so ji tam torej rezervirali stol. Podobno, kot če bi za predsednika svoje stranke rezervirali stol na zatožni klopi. Zelo podobno. To je analogno. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!